Radiovedni. Zapiram loputko, pa greva v dih. Jaz sem Nik Škrlec in sem radioveden. Če ste vi tudi, ostanite z mano. Čakaj, kaj? Preoblekel sem se v svoje najboljše kopalke, vzel sem masko. Kaj mislite, da se bo zgodil? Imate še majčken časa? Profesor je imel prav. Radijska lupa, polna glava, sama vprašanja. To so radiovedni. Radiovedneži zdravo. Tudi danes sem z vami Nik, oziroma morda bi lahko rekel, da smo danes z vami Nik in moji prijatelji mikrobi. A ste vedeli, da živijo mikrobi povsod okoli nas in tudi v nas? Da so osnovni organizmi na našem planetu, brez katerih ne bi mogli preživeti ne mi, ne rastline, ne živali. So tisti, ki ves čas razkrajajo različne snovi in jih vračajo v tej osnovni obliki, potem nazaj v planet, bodisi v tla, v atmosfero in jih potem lahko rastline zopet uporabijo za to, da nam naredijo hrano. Ja, morda komu beseda mikrob najprej zveni strašljivo in nevarno, a večina je za nas celo zelo koristnih, poudarja profesorica Ines Mandić-Mulec z Biotehniške fakultete v Ljubljani. Je pa nekaj več kot 1000, okoli 1600-700 različnih vrst mikroorganizmov, ki pa povzročajo bolezni. Vendar to je res majhen delež, zato ker mikrobnih vrst je nad 1 milijon in še več. Tako da tisti škodljivi so v manjšini, vendar pa nažalost nam lahko povzročajo kar velike probleme in zato tudi že več kot stoletja so tisti glavna tarča raziskav v mikrobiologiji in o njih kar veliko vemo. O njih pa, kot slišite, zelo veliko ve tudi prodekanja in profesorica Mandić-Mulec, ki poučuje že več kot 25 let. Mikrobiologija je moje življenje in tudi nekaj, kar me vedno znova in znova navduši. Torej, bo mikrobiologija gotovo dobra prizma, da se z njo lotimo gobic za pomivanje posode. Kaj vse se skriva v njih? Ja, gobice. Gobice so v bistvu, skoraj bi lahko rekla, kot heaven po angleško, ne kot nebesa za mikroorganizme. To je v bistvu res, sestavljajo jih takšne majhne kamrice, se veste, da so porozne, in znotraj teh kamric najdejo mikrobi površine, kamor se lahko prilepijo. Še bolj pomembno pa je to, da v bistvu z gobicami brišemo posodo, v kateri je bila hrana, in površine, na katerih je bila hrana. In hrana, tako kot je koristna nam, je seveda koristna tudi mikroorganizmov. Tako da oni ves čas dobivajo hrano na novo, poleg tega pa so gobice vlažne. In vlaga je pa tudi osnova za to, da mikroorganizmi lahko rastejo. Tako da v gobicah lahko imamo tudi 10 milijard različnih mikroorganizmov, tudi zelo različne vrste so tam prisotne. Ena izmed raziskav iz leta 2018 je v gobicah zaznala več kot 450 različnih vrst mikroorganizmov. Študije so primerjale tudi gobice iz različnih gospodinjstev. Lahko si samo predstavljate, kaj vse so našli v gobicah, v gospodinjstvih, kjer stanovalci niso tako skrbni pri njihovi menjavi. Študentje, dijaki, vam govorim iz lastnih izkušenj. Zakaj pa je pomembno, da gobice redno menjujemo? Ja, mislim, vse mikrob je mikro velikosti, tako da jih ne vidimo, jih pa včasih čutimo, ko imamo kakšno bolezen, ki nas napade. Pogosto so v njih prisotne tudi škodljive bakterije, recimo enterobakterije. To je skupina, kamor sodi znana salmonela, ki lahko povzroča hude prebavne težave. Ja, idealno bi bilo, če bi lahko vsak teden menjali gobico, vendar to potem prinaša nov problem, kot ste rekli, odvržemo nekaj, kar je v bistvu tudi plastično in mikroplastika tudi ni koristna v našem okolju.
So pa postopki, ne, in so zelo enostavni dejansko. Najbolj enostaven postopek bi bil, da res te gobice ali pa te leda krpe zelo dobro posušimo, ampak to pomeni, da jih rabimo več, ne, ker seveda mi vsak dan rabimo te gobice. Zdaj, drug je, sicer ta ni tokrat omenjen v literaturi, ampak lahko pač daš v vodo, zakuhaš nekaj časa, a ne, dodaš prašek in se seveda tudi večina mikroorganizmov odmre, samo sami odmrli organizmi potem tudi predstavljajo hrano za ostale mikroorganizme, ta je problem. Mogoče zelo dober postopek se mi zdi, da pač daš gobico v kis, beli kis je sploh priporočljiv, a ne, to zniža pH, se pravi, je zelo kislo in to večina mikrobov ne mara. Enako z sodo bikarbono. Profesorica Ines Mandić-Mulec denimo gobice umiva tudi v pomivalnem stroju, ki posodo pere na več kot 60 ali celo 75 stopinjah. Gobice lahko damo tudi v mikrovalovno pečico, a moramo pri tem nujno paziti, da ne vsebujejo kovinskih delčkov, sicer se bo naš čistilni podvig zelo slabo končal. Morda raje odmislimo mikrovalovne pečice. Jaz sem pa zdaj pomislil na zamrzovalnik. To se mi zdi vrhunska ideja za čiščenje in boj proti škodljivim mikrobom. To pa jaz ne bi priporočila, ker mikrobi so kar dobri pri preživetju, če jih zamrzneš, mi jih tudi tako shranjujemo, imamo na -80 stopinj zamrzovalnike, sicer dodamo zraven tudi tako zvane ozmozaščitnike, ne, ozmolite, recimo glicerol, da se lažje ohranijo, ampak mikrobi v zmrzovalniku, nekateri bojo odmrli. Sej ne rečem, da se ne bo znižalo število, ampak ne bi jaz tega. Bi rajši skuhala, bi bilo bolj sigurno. Ja, pa še v teh ekstremnih razmerah se najdejo kakšni mikroorganizmi, ki preživijo vse. Nekateri preživijo temperature, ki so višje od 100 stopinj, drugi prebivajo v mikroskopsko majhnih prostorih v kamnih, spet tretji v mrzlih puščavah. To so pa tako imenovani ekstremofilni mikroorganizmi, ne, ki so trdoživi, to je zelo lep izraz in preživijo marsikaj, kar mi ne bi. Da bo današnje znanje preživelo z nami, poglejmo, kaj smo se naučili. Mikrobi niso le naši nevidni sostanovalci v kuhinjskih gobicah, ampak so dobesedno povsod, na naši koži, v vzmetnicah, na katerih spimo in nenazadnje tudi v zraku. Pomagajo nam celo prebavljati hrano in krepiti naš imunski sistem, pa še kislo zelje in jogurt bi brez njihovega dela ostala povsem pusta in brez okusa. A kljub temu, da so mikrobi nepogrešljivi, vseeno ni slabo, če jih v kuhinji držimo pod nadzorom. Gobico torej redno sušite, občasno jo prekuhajte ali namočite v kis in ne pozabite, vsaj enkrat na mesec jo vendarle tudi zamenjajte.